imenovana je bila ta delovna ekipa za spopad s čakalnimi seznami. Posredovali bi radi navodila na NIJZ in njihovim izvajalcem, kako prečistiti te čakalne sezname, zato je moja naloga in naloga kolegov, da iščemo, kje so resne napake v informacijskih sistemih in jih lahko odpravimo v informacijskih sistemih. Kot že omenjen, treba bo posodobiti, skoordinirati posodabljanje šifranta v zdravstvenih storitev, kjer bodo sodelovali tako razširjeni strokovni kolegi kot zdravstveni svet. Moramo soočiti mnenje, zakaj prihaja do teh razlik in kaj je narobe v procesih, kaj ne storimo v procesih, da do teh razlik več ne bi prihajali. Sodelujemo pri popravkih posameznih informacijskih sistemov. V tej državi so med 5 in 6 bolnišničnih informacijskih sistemov. Kot je že omenil kolega Šreder, tukaj je še ta pravilnik, ki ga je treba, bi radi sodelovali tudi z digitalnega vidika, kaj v pravilniku lahko je in kaj ne sme biti, kaj ne sme biti stališča IT-a, da se nekaj ne da več narediti. In pa pripraviti neke temelje za inšpekcijski nadzor, da ko bo inšpektor res prišel, bo točno vedel, kaj išče in kje v sistemu išče. Mogoče še zadnji cilj te delovne skupine in spraševanja čakalnih seznamov so zaupanja vredni podatki. In pa seveda na koncu iz tega izhajajoči realni čakalni seznam. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa prosim ministra še za zaključek. Hvala, Andreja. Še enkrat nakazujemo smer, v kateri bo ministrstvo delalo. Zahvala obema ekipi, ki zadaj stoji, skratka s podatki, natančno, jasno, z jasno vizijo. Jaz si želim, da bomo čez en mesec ponovili tiskovno konferenco in bomo lahko rekli, imamo ažurirane čakalne sezname, vemo, koliko ljudi čaka, predvsem pa imamo rešitve za naprej, da se nam nikoli več ne zgodi to, da danes pravzaprav ne vemo, koliko ljudi čaka. Včeraj sem imel kratek sestanek s predsednico zdravniške zbornice, dogovorila sva se, da začnemo delati ravno na teh VZS-ih. Skratka, brez tega, da se stroka opredeli do VZS-jev, do šifrantov, ni možno imeti urejenih čakalnih seznamov. To ne more biti samo entiteta zdravstvene zavarovalnice, ampak moramo preko zdravstvenega sveta, razširjenih strokovnih kolegov pridobiti tiste informacije, ki jih moramo spremljati. Te kategorije skrajšati ali pa zmanjšati na najmanjše možno število, da bo vsem lažje. Izvajalcem, IT-jevcem in ne nazadnje, da bodo pacienti vedeli, kam gredo lahko in da bodo imeli možnost izbire. Seveda moramo pa mi na ministrstvu poskrbeti, kjerkoli v Sloveniji bo storitev upravljena, bo upravljena kvalitetno. Če pa se pacient odloči, da bo čakal na enega samega izvajalca, ker je po njegovi presoji ali po kakršnih drugih strokovnih kriterijih najboljši, je to izbira pacienta, jo moramo spoštovati, vendar tak pacient ne more biti na čakalnem spisku, ker se je sam odločil, da bo čakal 2-3 leta na enega samega zdravnika. Mi, kot Slovenija, kot Ministrstvo za zdravje, moramo poskrbeti, da imajo pacienti možnosti izbire in da bo storitev prav tako kvalitetno upravljeno tudi v drugi ustanovi. To je treba jasno povedati. Skratka, kot je že dr. Kolarjeva rekla, čakalne vrste so odgovornost pacientov, so odgovornost zdravnikov, so odgovornost izvajalcev in ne nazadnje so odgovornost Ministrstva za zdravje. Mi se te odgovornosti zavedamo, tudi zato se e-zdravje seji iz NIJZ na Ministrstvo za zdravje, predvsem v tem operativnem izvajalskem smislu, podatkovna baza bo ostala na NIJZ. NIJZ je ustanova, ki mora znati upravljati in analizirati podatke in nam sporočati, kaj s podatki potem delamo. Moram še na tej točki povedati, da smo navezali stik z Inštitutom Jožef Stefan in pri vseh teh množičnih podatkih, ki so na ZZZS, na področju vseh informacijskih sistemov pri izvajalcih in na NIJZ, bomo z uporabo umetne inteligence zelo hitro prišli do tistega, kar nas zanima, do stanja v sistemu. To je naš način, to želimo delati, kot rečeno, če bomo v roku enega meseca prišli do tistega, kar želimo,
smo presekali gordijski vozok in ne vem, kam